A si predstavljate, da bi zdaj na tem prednjem delu, na maski tega avtomobila ven štrlela tista slovita Mercedesova trikraka zvezdica? Jaz si prav predstavljam, kako bi reagiral naš Robert Lešnik. Verjetno bi si vzel nekaj sekund premora, potem zavzdihnil, na koncu nam dal en tak poslovno korekten odgovor, pri sebi bi si pa zagotovo mislil, pa zakaj vendarle smo toliko ur prebili v vetrovniku, če nam pa potem vso to našo aerodinamiko pokvarijo z eno tako štrlečo zvezdico. Namreč glavni oblikovalec zunanjosti Mercedes-Benzovih vozil, naš rojak Robert Lešnik, je seveda svojo ekspertizo pri doseganju rekordnih podatkov glede aerodinamike dokazal tudi pri tem modelu. Ja, seveda, 0,2 je podatek, ki ga drži Mercedes EQS, ampak tudi 0,25, kolikor dosega tale velika terenska gmota, je zelo, zelo dober, pravzaprav odličen podatek. Ampak glede oblike mogoče samo še to. Kot je povedal Lešnik v našem intervjuju, je EQS drzno oblikovan, drugače oblikovan kot vsi drugi Mercedesi, zato ker smo zdaj v fazi transformacije, se pravi prehoda v električno dobo avtomobilov. In zato se Lešnik pri oblikovanju ni posebej trudi, da bi razred EQS, se pravi tisti prvi pionirski, veliki, ta pravi električni Mercedes, navdušil vse tiste klasične, dolgoletne voznike razreda S. Ko pa govorimo o tem SUV-ovskem električnem modelu, no, ta avtomobil pa je oblikovan bistveno bolj tako všečno množicam. Lahko rečemo, da ta avtomobil pa bo dosegel tudi vse tiste klasične Mercedes-Benzove voznike. Naj bo ta Lešnikova oblika še tako superiorna, pa je po mojem osebnem mnenju vendarle drugotnega pomena. Namreč tisto, kar pri tem avtomobilu zares šteje, je pravzaprav vožnja. Namreč mnogi električni avtomobili so verjetno tudi zaradi nizko nameščenih baterij, ki jim da nizko težišče, pogosto zelo, zelo trdo nastavljeni in pa tudi neudobni. Ampak ne ta avtomobil. Čeprav je zelo, zelo težek in pa velik avtomobil, pa je ta avtomobil zelo, zelo udoben. In z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da gre zasluga prav zračnemu vzmetenju, doplačilnemu zračnemu vzmetenju, ki nekako poskrbi, da se ta električni, težek, novodobni Mercedes pelje točno tako, kot se mora peljati Mercedes. Se pravi, točno tako, kot so se peljali vsi tisti stari Mercedesi, recimo od 50 let naprej pa do danes. Se pravi, točno tako, kot so se peljali tisti Mercedesi, ki sem jih vozil nekaj tednov nazaj na predstavitvi novega Mercedesa E. Udobje pa je v tem Mercedesu EQE SUV kombinirano s perfektnim obnašanjem v ovinkih. Namreč ta avtomobil, tudi ko se pripelješ v ovinek, čutiš, predvsem pa je ta avtomobil kar nekako voljan voziti po ovinkih. In seveda, glede na ogromno maso tega električnega avtomobila, to nekako ne paše skupaj z fizikalnimi zakonitostmi. Fiziki ta avtomobil kljubuje z elektroniko. Natančneje z elektronsko krmiljenim inteligentnim štirikolesnim pogonom. In ja, predlagamo, da izberete različico, ki ima štirikolesni pogon. Namreč elektronika natančno ve, kakšen je naš zasuk volanskega obroča, s kakšno hitrostjo se približujemo ovinku, koliko pospešujemo, koliko zaviramo, vse te podatke avtomobil ima. Natančno pozna tudi, kakšna je cesta in zato ve točno, koliko moči mora dobiti posamezno kolo v danem ovinku, da bo avtomobil ovinek speljal tako, kot je treba. No, poleg štirikolesnega pogona pa vsekakor zelo, zelo priporočamo tudi štirikolesno krmiljenje, se pravi obračanje zadnjih koles, kar poskrbi za zelo, zelo majhen obračalni krog, pa seveda tudi še za nekaj dodatne stabilnosti v hitro voženih ovinkih. Kakšne so prednosti tega pogona, da vam pokažem z naslednjim posnetkom.
Dodam še to, da ta avtomobil tudi izredno bliskovito pospešuje. Ne tako kot Tesla, nekako ta avtomobil ne čuti potrebe, da bi se na ta način dokazoval, ampak vendarle, ko voznik pelje recimo umirjeno po cesti, pa se odloči, da mora prehiteti eno vozilo pred sabo, takrat voznik odločno pritisne na desno stopalko in bo avtomobil res hipno odreagiral in tudi izredno bliskovito pospešil. Seveda pri tem odločno vlogo odigra ta oznaka 500, kar pomeni okoli 400 konjičev. In seveda displej. No, pri Mercedesu te obliki armaturne plošče pravijo Hyperscreen. Lahko že takoj povem, da doplačilo za ta Hyperscreen stane 8.000 evrov. Zdaj, alternativa pa je takšna, da imate tukaj namesto tega širokega displeja tak velik pokončen iPad, rečemo temu, iPad Pro recimo. Če se odločimo za tisti osnovni sistem MBUX, pravzaprav nismo nikakor prikrajšani za kakšno funkcionalnost. Še vedno imamo tak lep, velik, pregleden zaslon, še vedno imamo okenca, s katerimi upravljamo in določamo različne funkcije. In zdaj, meni osebno konkretno je tista ideja bolj zanimiva, predvsem zaradi tega, ker s Hyperscreenom pride tudi kombinacija s tem desnim zaslonom. In ta desen zaslon je, po mojem osebnem mnenju, nepotreben. Deluje samo takrat, ko se sem na desni sedež usede sopotnik in takrat lahko potem pregleduje recimo različne informacije. V skrajnih primerih lahko gleda celo filme, ki jih voznik med vožnjo potem na tistem desnem zaslonu tudi ne vidi. Ampak glavni razlog, zakaj menimo, da tam na desni strani res ne potrebujemo tistega displeja, je v tem, da je to preprosto pač družinski električni Mercedes. Končno imamo električnega Mercedesa za takšne družinske sobotne izlete. In tukaj zadaj je res bistveno več prostora, kot pa v tistih limuzinskih električnih Mercedesih. Bistveno več je recimo te višine za noge. Noge seveda enostavno počivajo pod sedeži in pa ta širina je bistveno bolj družinska. Lahko poročam, da sem zadaj namestil moje 3 otroke in edina pritožba je bila hčerkina, ki je že 17 let stara, pa je rekla, da je pas žuli v vrat, da je pač premejhna za ta avtomobil. In glede na to, da je to zdaj družinski električni Mercedes, je verjetno bolj kot to, da se ta avtomobil na hitri polnilnici zelo hitro napolne, je bolj pomembno dejstvo, da ta avtomobil omogoča dovolj električnega dosega, da se mi lahko preprosto spravimo v soboto na en lep družinski izlet v kateremkoli letnem času. Se pravi, da ima realen doseg poletnih dneh, recimo med 450 in pa 500 km je eno, ampak tudi po zimi nam ta avtomobil mora zagotavljati dobrih 300 km brezskrbnega pohajkovanja, recimo po Sloveniji. Seveda, na takšnem družinskem izletu se redno pripeljemo tudi do takih čudovitih kotičkov, seveda po makadamu, in na tem mestu lahko povem, da ta avtomobil je zdaj v off-road načinu. Kar pomeni tudi, da je bolj oddaljen od tal, kot pa običajno. Zdaj, avtomobil na videz v bistvu ni toliko dvignjen, kot so ponovadi dvignjeni tisti bolj terenski Mercedesi GLE. In morda se prav v tem skriva razlog, zakaj Mercedes tega modela ni poimenoval kar EQGLE, ampak ga pač kliče EQE SUV. Zdaj, bistven pri tem pa je tale drugi E v oznaki. Namreč to pomeni, da gre za električnega terenca razreda E. In seveda, razred E je tisti, ki je na nek način standard pri Mercedesu, tisti, ki najbolj uteleša, kaj Mercedes je. In zdaj, razred E je pravkar dobil novo generacijo. Peljali smo ga in se hkrati vprašali, pa kaj lahko vsi ti električni Mercedesi sploh ponudijo, česar recimo ne more ponuditi klasičen razred E. Namreč klasičen razred E po novem ponuja 100 km električnega dosega.
in naj bo novi razred E vaš naslednji klik.